Pozdravljeni vsi, ki ste se danes zbrali v Šentjurju in vas zanima, kako nam bodo naši današnji gosti odgovorili na vprašanje, zakaj so parlamentarne preiskovalne komisije nevarne. Da bomo pa lahko odgovorili na to in še nekatera druga vprašanja, smo danes v goste povabili gospo Jelko Godec, predsednico parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje nakupa žilnih opornic. Dr. Anžeta Logarja, predsednika parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji. Ter magistra Rada Bezdirja, priznanega ekonomista in strokovnega sodelavca na parlamentarnih preiskovalnih komisijah. Lepo pozdravljeni vsi trije v naši družbi in hvala, ker ste si vzeli čas ob tako natrpanem hodniku. Pozdravljamo pa tudi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Vinka Gorenaka, gospoda Bojana Podkrajška ter predsednika Celjske regijske koordinacije SDS, gospoda Branka Bračka. In pa še predsednika občinskega odbora SDS Šentjur, gospoda Jožeta Koržeta. Tako, pa bi dali prednost edini ženski gosti današnjega večera, vkolikor se seveda s tem strinjata preostala dva gosta. Druga ne preostane, ne? Gospa Godec, bom pri vas začela na koncu. V zadnjem času je kar nekaj medijev pisalo o tem, da se vas je želelo utišati in da se nekateri bojijo vaših ugotovitev. Nam lahko poveste, zakaj je prišlo po vašem do teh pritiskov, na kakšen način so se pojavili in zakaj so se po vašem pojavili? Ja, najlepša hvala za besedo. Hvala tudi vsem, da ste se odzvali našemu povabilu. Jaz verjamem, da bo večer prijeten pa poučen. Zdaj, kar se tiče pritiskov. Prvi pritiski so se začeli v bistvu že pred tem, ko smo preiskovalno komisijo sploh ustanovili. Prvi pritisk je prišel strani odvetnikov Mladine, gospoda Nina Bavka, ki je napisal vsem poslancem pismo pred obravnavo za sprejem preiskovalne komisije, da kolikor bomo pač nadaljevali s tem, s to tematiko in tako naprej, bodo sledile tožbe meni, kot pač, ker sem na novinarski konferenci to predstavila predsedniku naše stranke, gospoda Janeza Janše in tako naprej. No, kljub temu smo potem preiskovalno komisijo ustanovili in po vmesnem poročilu je prišlo do različnih pritiskov tudi, bom rekla, preko prijateljev, preko družine na mene, se strani pač določenih oseb, ki jih ne bom izpostavljala. To so bili eni pritiski, ki ti ni vseeno, no, v zadnjem času pa tudi pritiski danes, ne vem, verjetno niste spremljali, je bilo že na televiziji. Gospod Miklavčič je namreč ogorčen, prav tako gospod Furlan napisala, gospod Miklavčič naj bi napisal ogorčen, pismo, v katerem je zapiše, da je ogorčen, da zaradi zaključnega poročila, da se ga blati in da so ga obiskali kriminalisti. Zdaj, jaz moram povedati nekaj, ne? To trditev ne drži, namreč zaključno poročilo naše preiskovalne komisije še ni šlo iz Državnega zbora. Torej, na osnovi tega kriminalisti niso mogli priti do gospoda Miklavčiča, tako da je vzrok nekje drugje. Torej, takšni in podobni pritiski, maili, ne vem, obiski kriminalistov in tako naprej, to vse ustvarja neko pač pritisk na tebe, da mogoče kdo misli, da bomo, ali pa da bi jo nehali, ampak žal, nismo in smo nadaljevali s preiskavo in jaz upam, da bo zdaj pač NPU tisti in tožilstvo tisti, ki bodo te zadeve naprej preiskali. Gospod dr. Logar, tudi pri vas bom začela pri zaslišanjih, ki so se zgodili v začetku meseca marca. Takrat ste namreč na vaši komisiji zaslišali predsednika vlade v odhodu, dr. Mira Cerarja. In na isti dan je predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, razpisal izredno sejo Državnega zbora in še to ob uri, ki se je prekrivala z vašim zaslišanjem.
Zakaj je po vašem prišlo do tega dogodka in kaj je vodilo vladajočo elito, da vam je želela preprečiti zaslišanje predsednika vlade Republike Slovenije? Dobro, to ni prvič. Takih podobnih primerov je bilo v času dela preiskovalne komisije kar precej. Nasploh je bilo ponovadi tako, da ko so se sklicevale izredne seje državnega zbora, so se sklicevale ravno na termin, ko smo imeli mi že predvidena zaslišanja. Spomni se prvič, ko smo zasliševali enega od bančnikov, mislim, da NLB, in je prišel svetovalec predsednika parlamenta Brgleza med zaslišanjem mene opozoriti, da se bo seja državnega zbora začela čez pol ure in če bi jaz blagovolil prekiniti zaslišanje. Sem ga samo vprašal, kaj počne na moji preiskovalni komisiji, glede na to, da ni ne poslanec, ne član te preiskovalne komisije, potem je nekaj časa malce čukasto gledal, na to pa odšel ven. In takrat se spomnim, to je bil prvi primer, takrat se spomnim, da je RTV predvajala zaslišanje do konca in potem naknadno sejo državnega zbora. To je bil nek precedens, ki je bil nesprejemljiv za predsednika državnega zbora. Tako da se je potem še večkrat ponovilo, da ko smo zasliševali priče, je predsednik DZ Brglez sklical izredne seje državnega zbora in seveda prekinjal zaslišanja prič pred preiskovalno komisijo. To se je zgodilo celo takrat, ko smo zasliševali predsednika republike, gospoda Pahorja, in je ravno tisti dan sklical neko benigno izredno sejo, ki je trajala, ne vem, 1 uro, ravno toliko, da je na sredi zaslišanja pač Televizija Slovenija, tretji program, nehal predvajati moje zaslišanje, ki je postalo najbolj zanimivo, ko smo se dotaknili igralskih poslov, in potem šele zvečer nadaljevanje tiste ure. No, ta praksa se nadaljuje, da vam povem, da izredno sejo, za katero smo zahtevali za zdaj končno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu, ne boste verjeli, na kjer dan jo Brglez želi sklicati. 26.4. zadnji dan, da bi le čim manj ljudi gledalo neposredni prenos razprave v državnem zboru. Tako da, to se treba pač pred našim predsednikom državnega zbora navaditi. Edina dobra stvar pri tej zgodbi je, da je pač samo še kakšen mesec predsednik državnega zbora. Gospod Pezir, o vas nam je znano, da ste zelo kritični do nekaterih podjetij, ki imajo sedeže v slovenskem zamejstvu in naj bi bila po vaših razkritjih zelo tesno povezana s Slovenijo. Nam lahko poveste malo več, katera podjetja po vaše vplivajo tako na področje, ki ga preiskujete gospa Godec in gospod Logar, in na kakšen način poskušajo vplivati? Ja, najprej hvala za povabilo. Hvala, ker ste se tudi udeležili, veseli me, da sem lahko danes tukaj. Posebej v tako odlični družbi, kot jo predstavljata Jelka in Anže, ki sta za moje pojme opravila izjemno analitično delo, praktično dala ven poročili, ki razkrivata stvari, ki jih nikoli do zdaj nismo niti mogli slutiti. In če tukaj zgodbo nadaljujem, jaz sem, preden sem prišel do Anžeta, preživel 2 leti v Arhivu Republike Slovenije, obseden z preiskovanjem poslovnih in finančnih aktivnosti bivše službe državne varnosti. In najprej sem v Anžetovi komisiji odprlo čisto novo področje, ko sem videl, kako dejansko se je ta tako imenovani udbovski kapital selil v bančni sistem. Predvsem v hčerinsko firmo Nove Ljubljanske banke v Švici, to je NLB Interfinanc. Potem pa sva z Jelko ugotovila, da je v bistvu postala presečna množica. Da tisto, kar Jelka raziskuje, dejansko izvira iz istega miljeja, kot je prišel udbovski NLB Interfinanc. In prav Jelka je naredila dokončno rekonstrukcijo tistega, kar je meni manjkalo. In
da bom zgodbo zelo skrajšal. Gre takole, da je Safti leta 90, Safti je bil ustanovljen leta 51 z kapitalom službe državne varnosti, se je preselil je ustanovil neko offshore firmo v Luksemburgu, to je bila firma Proteus. Ta firma Proteus je naredila Proteus Finance v Zürichu, to je prevzela Nova Ljubljanska banka in iz tega naredila NLB Interfinance. Hkrati so pa kraki tega luksemburškega offshora šli preko Kmečke banke do Mark Medicala, Mladine in še celega kupa enih slovenskih podjetij. In izkazalo se je, da je ta stara SDV-evska grupacija vdrla tako slovenski bančni sistem, kot medicinski sektor, kot na področje medijev. Hkrati je bila pa masivno prisotna v slovenski privatizaciji, ker je vstopala praktično vsa ta kraljevska podjetja tipa Istra, Benz, Protej, Deželna banka Slovenije in tako dalje. In danes ta zadeva, ki je bila 30 let urbana legenda, predvsem po zaslugi obeh komisij ni več urbana legenda, ampak je jasno dokazano omrežje, ki se je čez tranzicijo vrnilo in spet zagospodarilo v tej državi. Zdaj so te fantje razkriti in zaradi tega smo verjetno tudi toliko besni, predvsem na Jelko, ker jih je udarila po še zadnjem donosnem segmentu, ki so jih imeli, to je nategovanje po zdravstvenem sistemu. Gospa Godec, vi ste pri svojem delu razkrili, da so slovenski javni zavodi veliko procentov kupili mimo javnih razpisov, ali pa so bile nabavljene količine večje od tistih, ki so bile določene po javnem naročilu. Je pa vaša zakonodaja na tem področju res tako slaba, da je lahko prihajalo do takšnih anomalij, ali jo akterji tako dobro poznajo, da so jo lahko izigrali? Vsak voznik bi lahko rekel, da je slaba zakonodaja na področju prekrškov v prometu, če voziš prehitro, plačaš kazen in pa bi lahko rekel, da je zakon narobe. Zdaj, zakon je takšen, kot je, zakon je potrebno spoštovati. Pa če včasih greš je tukaj neumen, in če prekršiš zakonska določila, pač kršiš in moraš za to odgovarjati. In če so nabavljali mimo javnih naročil oziroma so bile pogodbe prekoračene, recimo pri Mark Medicalu, ki ga je prej, verjamem, da se bomo vrnili na ta del, Mark Medical recimo naj bi v letih od 2008 do 2010, oziroma od takrat je povedala, UKC Ljubljana je od Mark Medicala od letih 2008 do 2010 nabavila za več kot 2,5 milijona žilnih opornic brez osnove v javnem razpisu. To pomeni milijon pa še nekaj v enem letu. Meja za javni razpis je pa 20.000 evrov. Torej, prekoračitve so bile ogromne in to vedno pri enem in istem podjetju in potem se isto ponovi v letih 12-14. Gre za spet znesek 2500, ravno v tistem času, ko v bistvu Mark Medical prehaja od enega lastnika do drugega, od Vega Financ do KB-a, ampak to potem. Tako da, mislim, da je bilo to vprašanje, ali ga kršite ali ne, ne sme se kršiti in če se krši, moraš odgovarjati. To je v bistvu pri naši preiskovalni komisiji, jaz moram samo to povem, mi smo začeli z hipotezo oziroma s tem, da so izrekli visoke cene. Da smo mi preplačevali žilne opornice. Ko smo mi začeli gradivo gledati, ko smo začeli zašlišljati priče, so se odpirale nove stvari, mi bi lahko delali sigurno še 2 leti. Ker ne nazadnje smo odkrili, da manjka 130 stentov v Ljubljani. Ni jih nikjer. Nabavljeni so bili, zavedeni so bili, mi smo imeli celo spisek, ne bolnikov, ampak številka kot bolnikov in jaz sem šla, ne boste verjeli, vsak stent, sem šla po serijski številki pogledati vse posod in sem ugotovila, da jih manjka, naj bi jih manjkali nekje okoli 130. Zdaj rekli, kaj to je, nič, Vsak stent stane 1000 evrov takrat. In zdaj, kje so, mislim, takšne stvari, poleg kršenja zakonov, kar se pa tiče tega, je pa sploh pa ta del zanimiv, kam je v bistvu ta denar odtekal potem še. Tako vi, gospa Godec, kot vi, gospod Logar, ste imeli pri svojem delu veliko opravka tudi s slovenskimi sodišči, ampak bi vseeno vas, gospod Logar, vprašala, kako komentirate dejstvo, da je Ustavno sodišče zavrglo zahtevo sodnice Daše Cenar za oceno ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi? Predvidevam, da to ni bil načrt nje, ki bi morala odločiti o predaji dokumentacije, ampak ki je to narekoval nekdo drug. No, treba vedeti, da preiskovalne komisije, preden smo mi se lotili preiskave, so se v celotni zgodovini soočale s tem, da jim
banke ali pa druge institucije niso predale dokumentov. In ko so se obrnili na sodišča, so sodišča nonšalantno odgovorile, da nima pravic do teh dokumentov. In ko sem jaz začel preiskavo, so tudi meni rekli, pač tisti, ki so že sodelovali pri večjih preiskovalnih komisijah, da tako ali tako ne bomo dobili dokumentov. Če ne dobiš dokumentov, je potem taka preiskovalna komisija nesmiselna. Zato sem jaz takrat rekel, da bomo šli pač do konca, da bomo šli do ustavnega sodišča, glede na to, da ima preiskovalna komisija utemeljitev v 93. členu ustave, je torej ustavna kategorija, ima pooblastila enakovredna sodni veji oblasti, le zato, ker sama ni sodna veja oblasti, to zanjo izvaja sodišče. V bistvu, Deša Cener je meni naredila uslugo, ker se je ona odločila za nek korak, ki bi ga drugače jaz izpeljal, ko bi naletel na zid. In ko je ona pač verjetno podkrepljena z podporo svojih sodniških kolegov iz okrožnega sodišča v Ljubljani, vključno z predsednikom okrožnega sodišča, se zgražala nad našimi zahtevami, je pač verjela, da bo na ustavnem sodišču enako pohvaljena, kot je bila med svojimi nadrejenimi. Se temu ni zgodilo tako, ampak je pač po 7 mesecih bila soočena z realnostjo, da če tudi je sodnica, mora ustavo pač upoštevati. In ko je naenkrat to prišlo do pač vrhovne instance, oziroma do ustavne instance, od takrat naprej se bo tudi ta pot sprostila in od takrat naprej so tudi vse preiskovalne komisije imele utemeljeno to pot, da so lahko pridobile dokumente. Zdaj, ceno, ki smo jo za to plačali, je 7 mesecev prostega teka. 7 mesecev prostega teka je v mojem primeru ravno toliko, da nismo mogli pregledati banke Celje in Abanke. Torej sta ti dve banki izpadli iz pregleda in zaključujemo delo preiskovalne komisije z finalnim pregledom Nove kreditne banke Maribor in Nove Ljubljanske banke. Gospod Pezdir, zakaj po vašem mnenju ni bila zahtevana dokumentacija takoj predana tako preiskovalni komisiji gospe Godec kot preiskovalni komisiji gospoda Logarja? Ali vi kot ekonomist menite, da bi res lahko za izrečeno dokumentacijo razkrili občutljive in zaupne podatke ali so vzvodi popolnoma druge? Ja, osnova je v tem, da brez dokumentacije si mrzlo. Enostavno ne moreš svojih test testirati, ne moreš naleteti na najrazličnejše okoliščine, ki te pripeljajo do primerov, ki so ekstremni. In najboljše v takem primeru preiskovalnim komisijam enostavno odreči dostop do dokumentacije. Druga varianta je seveda, da v preiskovalni komisiji pošlješ 16 milijonov kopij dokumentov in se potem noter utopi. Zdaj, na bančni preiskovalki smo imeli res ogromen dokumentov, ampak ker smo bili vsi trije, tako Anže kot Božo Godnjavc in jaz, popolni psihopati, smo pač vse preberali in nam nič ni pobegnali ven. In mislim, da jim je zaradi tega bilo tudi ekstremno žal, samo te bitke, da dokumentacije ne dajo, enostavno niso mogli dobiti več, zaradi tega, ker jih je Anže zbuzeriral do kraja. In pač Anže pride do konca vedno. Dejansko smo veliko razkrili, ampak jaz se bojim, da je tlečih, bolnih in absurdnih in mafijaških zgodb še več. In če bi ta država delovala normalno in če ne bi bili tožilci ljudje, ki so povezani s kriminalnimi strukturami v medicinskem sektorju, to govorim o bivšemu praktikantu službe državne varnosti Hariju Furlanu in njegovi družinski firmi Primsel, ki je mimogrede tudi iz udbovskega miljeja prišla, potem bi bilo kakšno upanje v tej državi, da bi do konca razgalili gnojnico, ki se je ustvarila. In ne nazadnje, mi po prvi bančni sanaciji nismo dobili odgovora, kdo jo je zakrivil, kako so jo zakrivili, in je ta struktura se v bančnih krogih podaljšala v novo iteracijo. Zdaj so kar dosti dobro razkriti,
Strah je edino to, da NPU, policija, tožilstvo pač dopuščajo, da te ljudje na novo odkrijejo mreže in se regenerirajo. Ne? Ampak če ne drugega so razkriti in jim lahko gledamo pod prste. Jaz bi samo še nekaj dodal, glede tega, ker je Rado povedal. Poletne počitnice, julij-avgust 2016, smo dobili ravno dokumente od Banke Slovenije, torej dokumente, ki jih še nihče ni do takrat dobil, to so bili zapiski ožjega kolegija, to so v bistvu interni zapiski viceguvernerjev pa guvernerja, kaj so se med sabo pogovarjali. Pač prav ta najbolj bistvo, kako je razmišljala Banka Slovenije. Zdaj, oni so nam te dokumente dali, hkrati so pa sprožili tožbo, da jim moramo vrniti te dokumente. Prek sodišča, se ne vem, mogoče se spomnite. In jaz sem takrat začutil, da se lahko to ta neumnost zgodi, da nam bojo potem vzeli dokumente in smo mi takrat v 14 dneh, mi trije, vsak dan sedeli v tisti tihi sobi, polet, odzunaj vročina, mi sploh nismo vedeli, da je sonce, in brali vseh tistih 2500 strani. In po 2 tednih, ko je Banka Slovenije razmišljala o tem, da bi te dokumente dali nazaj, nam niso verjeli, da smo mi vse te dokumente že preštudirali. Ker so po njihovih notranjih kalkulacijah izračunali, da bi mi maksimalno lahko prišli do neke 500 strani, ne pa do vsega. Tako da na koncu nam vse, če nam vzamejo, mi podatke itak imamo, ampak ravno zaradi tega, da bi dobili to, kar smo želeli dobiti, smo pač takrat lepe poletne dni žrtvovali za delo preiskovalne komisije. Mi smo imeli pa obratno varianto, nam so pa takoj dali vse. So dokumentacije iz UKC Ljubljane, Maribor smo dobili v enem dnevu in sicer to je bilo, kako naj rečem, 10 škatl od vsakega ali pa onih 12-10. In ne se spomnim, kako so na vhodu ti, ki prevzemajo, gospod Godec, to ni variante. Zakaj so dali vse? In dali so originale. Iz financ, UKC Ljubljane, Maribor so dali originale. Oni zdaj trenutno nimajo nobene dokumentacije, 2003 do 2016 nimajo nobene dokumentacije. Dali so nam pa vse z tem, zdaj, ko vama, malo lažji, mislim, so si mislili, dobro, ekonomista stali, mislim, po fahu sta nekaj v tem smislu, da to verjetno znata brati iste bančne zadeve, malo bolj kot jaz recimo stente, In so si mislili, najma ženska tak ne ve, za kaj se gre, Je res, ko sem jaz prvič prišel v tisto varovalno sobo in ko sem jaz videla tista latinska imena, Science, Des, ne vem, kje režilne pornice, vse, jaz sem se sam za glavo prijela, se jaz tega ne bom sposobna, Ampak potem od tisto poletje, ko smo začeli, torej od maja do septembra, jaz sem se samo učila, medicino. Nič druga, zdaj sem vedela, kaj v bistvu sploh berem tam noter in potem je šlo zelo gladko. In jaz se spomnim prvega zaslišanja, prvega zdravnika, ko sem začela te zadeve razlagati tako, kdaj ste kupili pa Science Expedition, kdaj ste kupili Science Pro, kdaj ste kupili to, ni mogel verjeti in je bilo konec. Smo zaključili v 3, ampak to, kar se ti že naredil v bistvu s to dokumentacijo na sodišču, to je nam zelo pomagalo. Potem nam avtomatsko, mislim, so mogli dati vse dokumentacijo. Imeli so mogoče kakšne probleme in gospod je celo šel na ustavno sodišče, ker ne želi dati potnih nalogov svojega podjetja, tako da tudi to se zgodi, ampak ja, pri nas je bilo ravno obratno, z tega stališča češ se ne bote, ampak smo vse znili tudi mi. Moram pa povedati, da Jelka ni bila samo dobra v študiju novih dimenzij življenja, se pravi medicine, etc., ampak je bila tudi zelo opasna zasliševalka. In zgodilo se je, da smo imeli Borisa Perica iz KB19-9, to je ta udbovski milje. In Jelka mu postavi vprašanje, se pravi, mi dva nisva čisto vedela, za kva se gre. Eno offshore firmo imamo Proteus, pa se pa kar pojavil firma Vega Finance. In nisva bila čisto prepričana, je to ista firma, ali so eno likvidirali, pa novo naredili. In na zaslišanju Jelka vseka, kva pa je to, In on reče, ja, to se je samo preimenovalo. In potem ga to vidiš v facu, ker ni bilo pa brez veze, Jelka se na ta način odkrila udbovski sklad vseh skladov. To je to!
To je bil čisti blef z moje strani. Ja, ampak to je nemski. Imam, zdaj imam že 2 mikrofona. No, nam se je pa tudi podobna stvar zgodila, ko smo na DUTB zahtevali dokumentacijo za DZS, za Petana, ki ima odprtih kar nekaj postopkov. Ne boste verjeli, nam so dostavili goro originalnih dokumentov. Originalne kreditne mape, originalne papire, z drugimi besedami, čeprav so po zakonu dolžni oni naznaniti kaznivo dejanje, če na njega naletijo, se mi zdi, da to bolj težko na njega naletijo, če ostanejo brez dokumentacije. No in dokumentacijo so enostavno poslali na preiskovalno komisijo in oni bili brez vsega, kar imajo od DZS-ju. Ko sem jaz to videl, ko je Rado bral dokumente originale, sem rekel, kam imaš pa ti? Pa rekel, ne vem, kaj so poslali kot originale, sem rekel, to pa ne more biti. In smo nemudoma zahtevali kopije vseh dokumentov, tako da punce so bile tam jezne, ker so en teden kopirale tiste mape in originale nazaj poslali in z dopisom, da naj nam originalov nikoli več ne pošiljajo. Ker najlepše bi pa bilo, če se dokumenti izgubijo in potem jim gospoda Petana ni treba več preganjati. Saj toga ne, ampak tako imajo sam jasno izgovor, zakaj jim ga ni treba preganjati. Tako da od takrat naprej je pač delo to normalno poteklo. Že je zelo viteški, ne? Ko je on mene videl, da čitam originale, ne? Pa jaz imam tam Red Bull, pa lahko se kaj polije pa te stvari, ne? Pa on me reče, kaj pa tudi, ne? Pa se čem, to je tam, prav, originali so to, ne? Pa se čem, ja, pa kva? Budel. Čem pa kaj skina, kdo kriv? Pa s kaj sem bolj naprej. To je bil moj prvi poduk o temu, ne? Kako se lahko hitro neki preobrne. Sploh ne slutaš, bereš tam papirje, ne? Pa kar naenkrat papirji izginejo, kdo je zdaj kriv? Preiskovalka, kva bo s kejsom? Zginil bo, ne? To je bil dober poduk. Gospa Godec, vi ste ugotovili tudi, da je veliko podjetij denar namenilo v, če se lahko tako izrazim, fonde za posamezne zdravnike, ki so potem potovali na razne seminarje po svetu, zraven popeljali še partnerja ali koga drugega. Je to po vaše transparentno poslovanje in delovanje po programu ničelna stopnja tolerance do korupcije v našem zdravstvu, ki ga zagovarja trenutna ministrica za zdravje, ki jo tako zavzeto ščiti tudi predsednik vlade, ki je odhodil? Vedno je vprašljivo, plačevanje. Zdaj, en zdravnik je rekel, kdo pa mislite, da je izobrazil nas zdravnike? Nas zdravnike je izobrazila industrija. Ker pač naša država nima dovolj denarja, da bi zdravnikom plačevala izobraževanje, strokovne posvete in tako naprej. Dobro, jaz razumem, da se določene stvari plačajo tudi zdravnikom posveti in tako naprej, ampak zadeve morajo biti transparentne, da se vidi, kdo plača oziroma koliko in tako naprej in da ni tukaj nekega neposrednega potem, ki bi rekla, vračila tega zdravnika proti uslugam. Zdaj, v določenih primerih to normalno funkcionira, jaz sem govorila z zdravniki, pravijo, gled, jaz imam vse papirje, vse dokazuje. Zdaj, če vam lahko omenim recimo dr. Noč, on je interventni kardiolog, njemu tudi plačujo te firme, Abbott in tako naprej, seminarje in glavne vse te zadeve, izobraževanja, ampak on je nastopil takrat v strokovni komisiji 2013 in v bistvu zaprknil ta podjetja, ker je znižal cene. Ni bilo v bistvu torej deloval ravno nasprotno, kot bi mogoče kdo pričakoval. Seveda so pa nekateri, ampak mene najbolj žalosti to, da zdaj si govorijo, da so vsi zdravniki isti, kar niso, to je treba razumeti, to je peščica ali pa če procent po moje in tisti dajo zdaj črno piko vsem ostalim, in tisti zdravniki, ki so pošteni, delajo dobro, so preobremenjeni, bi mogli takšno tako izločiti oziroma povedati, da gre za te zadeve. Zdaj, ja, pred našo komisijo je pričal dr. Kanič iz Maribora, To je bilo neko pričanje, ki je bilo neverjetno. Mislim, jaz nisem mogla verjeti, meni so novinarji, ko sem prišla ven, so rekli, zdaj bi mogel tule stati kriminalisti, lisice na roke pa gremo. To je bilo, jaz ne vem, mogoče gospod Kanič niti ni se zavedal po moje, kaj govori. Mi smo ga dobili na soočenju z dr. Mraletom, ki je iz tujine prišel in se hotel soočiti z njim, češ da ni pač. In na tem soočenju je gospod Kanič rekel, ja, 2 stenta sem dal tujemu zdravniku in kaj, vse ga bom plačal. Mislim, že to je ena zdaj. Drugo, dobili smo ga plačilo kart, letalskih kart za še nekoga zraven. Koga? Hčera, žena, ljubica, ne vem.
Ne? Mislim, to so bili pol, to pravijo, ne vem, pol ne spomnim se, ne, in tako naprej, tako da. Tu so nekatere stvari, ki so seveda mučne bile in tudi pač ta dokazovanja, to so tudi malo osebne stvari, potem prišle zraven, ampak pravim, to ni prav in te stvari, da se, jaz se razumem še enkrat, torej, da se zdravnikom plačajo izobraževanja in seminarji, vendar na transparenten način, ne pa, da ne veš niti včasih, kaj potni nalog in tako. Druga stvar, ki je, da bolnišnice imajo sklade, v katere dobavitelji dajo denar in potem iz tega sklada se plačujejo potem strokovne izpopolnjevanja za zdravnike. Vendar, kaj se v teh skladih dogaja? Lahko dogaja. Dobavitelj reče, dam 2000 evrov v ta sklad, vendar, prosim, da plačate točno temu zdravniku. Ne komorkoli, ampak točno temu zdravniku plačate točno ta seminar. To potem nima ta sklad več nobenega smisla. Sklad se daje zato, da grejo na izobraževanja mladi zdravniki, pa tudi starejši SSN, in če bi recimo UKC Ljubljana ali pa Maribor plačevala žilne opornice normalno, po normalnih cenah, evropskih cenah, bi na letni ravni lahko priročevali do 1 milijona. Zdaj pa en seminar za enega zdravnika stane, ne vem, 7000 evrov v tujini, ne vem, nekaj takšnega. Zdaj si pa začunite, koliko teh izobraževanj bi lahko bilo. Za vas, gospod Logar, vemo, da ste razkrili veliko pranja denarja v naši največji banki NLB. Odkrili ste, da bi se naj upravilo za milijardo dolarjev denarja, ki se je stekel na različne račune po svetu. Ampak ob tej vaši ugotovitvi bi lahko rekli, da se je tresla gora, rodila se je miš. Zakaj bo vaše temu tako? Kdo je tako uspešno zadevo pometel pod preprogo? Sicer nam je vsem tukaj verjetno še kako dobro znano, kdo so bili takrat na položajih, ko bi bilo potrebno ukrepati, pa niso. Zakaj bo vaše? Zdaj moram popraviti, milijardo evrov, ne milijardo dolarjev. To je 20% več. Za Irance mogoče ni tako, za nas, navadne smrtnike, pa kar precej, si težko predstavljamo ta znesek. Zdaj jaz mislim, da se miš še rojeva. Zdaj kakšna bomo videli v prihodnje, ampak s kolegom Pezdirjem so se ravno na poti vsem pogovarjala, kako so vse institucije, ki so bile odgovorne za preiskavo teh malverzacij, zatajile. In najno skupno mnenje je še vedno, da niso zatajile po naključju, ampak da so zatajile namenoma. Če se prisesaš na nek posel, ki ima denarnega toka milijardo evrov, tudi če samo 1% odteče, imaš 10 milijončkov v žepu, ne? Pa ni bilo samo toliko majhni odstotki. Tako da v tem primeru verjetno se nekomu zelo splačalo. Kliče pa ta primer po tem, da bi bilo treba institucije, ki so namenjene nadzoru, do profonda pretresti, vključno z obveščevalno agencijo in v bistvu resetirati in zagnati ponovno. Ravno ta primer kaže, kaj se lahko z državo zgodi, če imajo tisti, o katerih se ne ve, kateri ne obstajajo, takšno moč, da lahko plasirajo denar države, ki je pod embargom, v plačilni sistem Evropske unije, ki je načeloma zavarovan ravno proti takemu denarju. Če je 22-letni Iranec v neki sosednji državi v roku 7 mesecev na svoj račun prejel 1,2 milijona evrov in ves ta denar tudi dvigoval redno vsakič, ki je dobil. Če v tej isti državi po drugem nakazilu Urad za preprečevanje pranja denarja v tisti državi urgiral pri banki in zahteval zaprtje tega računa, pa je šel potem na drugo banko, medtem ko pri nas 30.000 transakcij preko državne banke, ki so prišle iz države z rizikom, torej iz Irana oziroma posredno iz Irana, se ni nič ukrepalo. To pomeni, da je Slovenija res nek otok, kjer se, če poznaš pravi ljudi, da sprocesirati tudi mafijske posle. In mislim, da efekt tega odkritja ni tako majhen, tudi v tem trenutku še, ko ni nobenega epiloga, ne preiskovalnega, ne sodnega. Že preprosto zato, ker je ljudem odprl oči. Do zdaj ste, če so vas prepričevali, da so v bankah sami strokovnjaki in da ne gre dvomiti v njihove poslovne odločitve,
lahko zdaj veste, da so tam tudi kriminalci. Ne? Brez težav lahko rečete to. In vas ni treba skrbeti, ker so. To garantiram, da so. In ravno ta primer je tako izjemen, da je pač na nek način ravno zaradi tega tudi plusknil preko meji Slovenije, da se je tudi Evropski parlament z njim ukvarjal. In po moje, jaz bi si upal trditi, da ta zgodba niti pod razno še ni zaključena, ampak bo še kar nekaj časa dvigovala obrvi. Gospod Pezdir, kako pa vi vidite afero s pranjem iranskega denarja z vidika ekonomista? Kako je mogoče, da nekdo ne reagira v potoku tako velike količine denarja in kakšen interes so imeli ti ljudje, da so ostali tako hladni? Jaz se bom čistočnega odgovora na tej točki izognil, zaradi tega, ker jaz sem tudi strokovni sodelavec te komisije preiskovalne, ki preučuje iranski posel v NLB-ju. Mi smo zdaj v fazi pisanja zaključnega poročila. V naslednjem mesecu dni bo to zaključeno poročilo tudi izdelano. Na tej točki vam lahko rečem, da smo definitivno prišli naprej od tega, kar je bančna komisija in KNOVS, kar sta naredila, ker smo pač imeli več časa na voljo in tudi nekaj več dokumentacije in pridobili smo tudi neke žvižgače. In moram reči, da je ta zgodba zares grozljiva in da razkriva globoko državo do vse razsežnosti globoke države in da dejansko po temu, kar sem do zdaj videl, me resnično skrbi, v kakšni državi živimo, ker tako kot je Anže povedal, izgleda, da stvari niso bile naključne in da so tukaj neke precej močne sile. Zdaj, govorim vam res zelo nasplošno, ampak prosim, vzemite to v ta kontekst, da poročilo pride čez kakšen mesec dni in takrat se bo to dalo lažje razglabljati. Ne bo pa prijetno sporočilo tega končnega poročila, res ne. Zavedali se bomo po moje vsi, da smo živeli nekje drugje ves čas, da je resnično zelo drugačna in zelo, zelo neprijetna. Sedaj bi pa za odgovor prosila vse tri današnje goste. Zdaj v našem pogovoru smo se že dotaknili težav s pridobivanjem gradiva, ki ste ga pri svojem delu potrebovali. Zato bi se rada dotaknila še enega poglavja na tem področju. Islandija se je tudi srečala s tako imenovano bančno luknjo in vemo, da so pri njih za razrešitev le-te z vseh dokumentov, ki so bili povezani z nastankom luknje, umaknili oznako zaupno. Kako vi gledate na ta ukrep in ali mislite, da bi se moralo enako storiti tudi pri nas v vseh primerih, ko se razkrivajo takšne in drugačne anomalije? Ja, jaz mislim, da sem že v javnosti večkrat povedala, da po mojem, glede na to, da vsaj v tem zdravstvu, vsaj v tem našem primeru gre za davkoplačevalski denar, pa mislim, da tudi pri vaju dveh, da pač bi bilo treba v bistvu to vse javno povedati. Vsi dokumenti oziroma zaključno poročilo, vmesno poročilo pri nas bi moralo biti javno. Mi smo imeli zaključno poročilo, ki je bilo javno, en del je bilo dodatno, kjer je bilo zaprto za javnost, v bistvu poslanci so ga dobili in pa interno, ki smo ga dobili samo proti podpisu. In tam tistem interno in dodatno, če ti preberete, ni tako srhljivo, verjetno kot govori Rado, ampak so pa dokazi konkretni in to bi morali ljudje videti, slišati, prav konec koncev gre za naš denar oziroma za vaš denar in zakaj se to skriva, nima. Tudi na sodiščih sodba v imenu ljudstva pa sodišče tako zapiramo. Mi bomo to naredili, če bomo lahko to naredili. Z drugimi besedami, če bomo imeli dovolj glasov, da bomo to lahko naredili. Namreč, to bo en od prvih ukrepov s spremembo zakona o bančništvu, da se bodo odprli tajni bančni podatki bank, ki smo jih sanirali z davkoplačevalskim denarjem. To smo mi sicer že 3-krat poskušali narediti, ko smo vložili spremembe zakona o bančništvu, ampak nas je koalicija vsakič povozila in glasovala drugače, oziroma glasovala proti. Tako da to bo en od prvih ukrepov, tukaj imate tudi mojo besedo, ker bom ta prvi, ki bom zagovarjal in pritiskal k temu. Ja, državljani in državljanke imamo pravico vedeti, v katerem svetu živimo
kako se ta svet poganja in kaj se okoli nas dogaja. Enostavno drugače ne more biti. Upam, da bo prišel dan, da bo na kakršen koli način to bilo vsem vam razkrito. V tistem trenutku, ko bo bilo razkrito, jaz mislim, da bojo eni miti padli in da bomo bili na poti k lepši in boljši Sloveniji. Sedaj pa bi spomnila tudi na to, da je pravosodni minister Goran Klemenčič celo potoval na Islandijo, da bi si odbliže pogledal, kako so pri njih sanirali bančno luknjo. In me sedaj zanima, gospa Godec, ali ste vi pri zaslišanju gospoda Klemenčiča dobili občutek, da se je tam naučil, kako ukrepati v takšnih razkritih in ali ima osebno želje, da se storilci pripeljejo pred roko pravice? Gospod Klemenčič je bil presenečen na moji preiskovalni komisiji in mi je parkrat vmes rekel, da je vesel, da se tako lepo pogovarjamo, da je mislil, da bo zadeva malo drugačna, pa na koncu je bil presenečen, ker sem ga vprašala, ali bo letele glave v tem primeru, tako kot je rekel nekem drugem in pol je bil malo užaljen. Čiž da smo se zelo lepo razumela. Zdaj, gospod Klemenčič je bil zanimiv v smislu tega, ker je dejal, da on recimo ljudi, ki imajo samo sume določenih kaznivih dejanj ali kakorkoli, tudi če še niso v postopku, on jih ne bi nastavljal na vodilna oziroma odločevalska mesta. Dočim gospa ministrica Milojka Kolar-Celarc to delala. Enega izmed teh, ki smo jim dali zanitev sumo kaznivih dejanj, je nastavila tudi na vodilno mesto, ena izmed bolnišnic v Sloveniji. Dva izmed teh je poklicala za svetovalce oziroma v strokovno komisijo za skupna javna naročila in tako naprej. Zdaj jaz ne vem, če se je kaj naučil, če bi se kaj naučil, potem bi bilo mogoče verjetno drugače tudi pri primeru bančne luknje oziroma drugih primerih, tako da tisto potovanje bi bilo tudi treba mogoče na kako preiskovalko pripraviti. No, on je tja potoval z 9-člansko ekipo. Predstavljal sem mu celoten postopek, kako se je Islandija tega lotila, zelo podrobno. Predstavljal so mu, s katerimi težavami so soočali, tudi s tem, kako so se sodišča na začetku upirala, kako je šele Vrhovno sodišče vzpostavilo ustrezno sodno prakso, namreč temeljno sodišče je vse oproščalo, tako kot to počne zdaj pri nas. In dokler niso postopkov izvedli do vrha, ni bila vzpostavljena ta sodna praksa. Ko je pa postopek stekel, so pa pozaprli vse, še celo revizorje, ki so dajali napačna mnenja, kar je z našega vidika čista znanstvena fantastika. Tam so jim tudi povedali, kako so to naredili in kakšno je bilo dokazno breme, da so v bistvu takoj se prilepili na telefone bankirjev, politikov in so neposredno spremljali, kaj se med sabo pogovarjajo in na ta način pridobili veliko dokaznega bremena. Jaz celo mislim, da je gospod Klemenčič zelo dobro spoznal, kako se tem stvarem streže, kako se takšen organ oblikuje. Na vrhuncu dela je bil njihova preiskovalna skupina je štela 102 osebi. 102 osebi so se samo s tem ukvarjali, kako pozapreti tiste, ki so krivi za njihovo bančno luknjo. Full time, dan za dnem, to so bili vrhunski tožilci, sodniki, preiskovalci, kriminalisti, skratka smetano njihovih strokovnjakov so poklicali v to skupino, da je potem v 4 letih opravila to nalogo, za kar so bili ustanovljeni. Jaz mislim, da je bilo gospodu Klemenčiču zelo dobro jasno, kako se to naredi, zato potem ni nič naredil. Zdaj v zadnjem času veliko slišimo tudi o globoki državi, kot je že gospod Plezir načel prej to temo. Zato me zanima, kakšen imate vi pogled na to besedo in ali res pri nas države ne vodi trenutna politika, ampak popolnoma nekdo drug in zakaj je temu tako? Ja, mislim, da je to pa zdaj dokazano. Obe dve komisiji sta pokazali, da obstajajo neke strukture, ki izvirajo v prejšnjem režimu, ki so bile v bistvu del mreže službe državne varnosti in so zelo zgodaj začele izvažati kapital iz države. V jedru te zgodbe je bila seveda tedanja Ljubljanska banka, potem Nova Ljubljanska banka. Ta denar se je v času tranzicije vračal
in se je razpršil po različnih panogah. Povsod, kjer je visoka dodana vrednost bila, predvsem v zdravstvu, v bančnem sektorju, razlival se je preko medijskega sveta. Pri tem so ostajali te neformalni vzvodi delovanja te mreže nespremenjeni od 80-ih, 70-ih let dalje. Mi smo na bančni komisiji videli primere, kako neformalne strukture delujejo v bančnem sistemu, kjer se je pokazalo, da ne glede na to, kako je bil dodelan v postopek podeljevanja kreditov, kar naenkrat pride en deus ex machina in se vse stvari kar naenkrat obrnejo. In krediti ratajo smiselni. In krediti ratajo seveda taki, da so smiselni za te kreditojemalce, torej da se nikoli ne vrnejo. Pokazalo se je, da je neverjetno velik presek med bančno kriminaliteto in klasičnim kriminalnim podzemljem. Pokazalo se je, da je ta kapital, ki je bil izvožen pred razpadom bivše države, še kako živ, useden povsod naokoli, kamor se lahko človek obrne. Se pravi, ta naša globoka država je živa, je prisotna in deluje in neke stvari so popolnoma razkrite. Naprimer, to, kar je Jelka razkrila, nefunkcioniranje državnih institucij pri pregonu tovrstnega kriminala v primeru Harija Furlana, ki izhaja ravno iz tega miljeja, se pravi SDV-jevskega, ki je izvedel bizarno privatizacijo preko offshore podjetij in kjer so nas poskušali prepričati, da čeprav mati, oče, brat, sestra, žena od brata, vsi prosperirajo v tem poslu, Harij Furlan absolutno ničesar ne ve, istočasno pa ne more predelati nobenega primera na področju zdravstva, zaradi tega, ker ima premalo resursov, ker je to ful velik dela, ker cele dneve študirajo, pa ne morejo, ker je toliko zapleten, ker človek toliko trpi, da je. Ampak umera za državo, umera samo po 10 letih, nima enega usranega rezultata na nobenemu področju. No, zdaj bom prepustil besedo naprej, kot tukaj naprej sem se toliko razjezil, da bom sam še svobodno pa zelo malo spisal. Jaz sem rado, da tudi pohvalite, on je mene tudi prej hvalil. Rado mi je pomagal v tistem delu, kjer smo raziskovali oziroma preiskovali del denar prišel čez mejo. Torej pomeni del, jaz sem se vedno predstavljala, torej dobavitelji medicinske opreme dobavljajo, to so Slovenci in to je to denar. In potem, ko začneš brskati in vidiš, da ima podjetje Mark Medical d.o.o. Slovenija v Sežani, da ima matično podjetje v Italiji in potem tu nekako pogledaš, da so te lastniki in potem vidiš, da so del teh lastnikov tudi v slovenskem delu, pa še v katerem drugem podjetju. In potem, ko začneš zlagati in ko sem jaz imela doma na mizi celo mizo, ker sem risala si mrežo in sem cel čas razmišljala, kaj še bom našla. In potem, ko sem šla naprej iz tega matičnega podjetja Mark Medical v Italiji, smo prišli do KB-ja, KB 1909, ki sem gotovila, da je finančna skupina, ima medicinski del, založniški del, kavo prodaja, ne vem kaj vse, In potem sem gotovila, da znotraj tega je seveda mladina, ker res dobro, imeli smo to predvidevanja, ampak potem, ko hočeš se prepričati, potem to vidiš, potem ugotoviš, da je isti lastnik Mark Medicala Slovenija, je v bistvu isti lastnik tudi podjetja, ki je lastnik Mladine. Zdaj, to je tako zapleteno, Ampak ta lastnik, ki je bil isti kot je od Mark Medicala d.o.o. in pa od Mladine tudi kasneje potem, je bil Vega Finance. Vega Finance oziroma bivši Proteus, ki ga je ustanovil Safti. In potem začneš to raziskovati in rado mi je tu res veliko pomagal z dokumenti. In ko smo
potem zaslišali gospoda Perica, ki je šef bil KB-ja, no, uprave KB 1909, ki je bil lastnik vsega tega na konc koncev in lastnik KB-ja 1909 je Nova Ljubljanska banka. Jaz moram reči tam rado, da dosti je bilo mojega blefa tam, no, ampak dobila smo podgovore takšne, ki smo bili za oba dva, tu ne vem, čak, ali prekinemo sejo, da zdaj vidva na novo mrežo narišemo, ali gremo naprej, ne. In to je bilo ravno to, ne, ker midva smo točno tako, kar je poprej rado vedela, smo Safti naj bi sigurno ustanovil Proteus iz Luksemburga in potem se tu sled zgubi in postavi se Vega Finance in ta Vega Finance je vse posod, Mark Medical, Mladina, Distress in tako, vse posod ga vidiš, ne, Auremiana in tako, ne. In ki se zdaj neki nama je manjkali, no in jaz gospodu, tako kot rekel prej Perico, rečem, aha, Proteus, torej, kdo je ustanovil Proteus, rečejo Safti. Aha, rečem, gredo, a kak pa je bilo s Proteusom? Ja, nič, ne, rečem, ok, kaj pa je to podjetje, Vega Finance, kdo pa je to ustanovil? To je isto, Proteus, to je odprej že. Ne, smo na tak način potem dobili to mrežo, ki je res, moram reči, da grozljiva bila in to, kar govorite o tej globoki državi in tako naprej, potem tu vidiš, kako so prepletene zadeve in Mark Medical DOO, recimo, tam so se baje skregali direktorji leta 2010 in so šli eni za sebe in so ustanovili podjetje Bormia. In naenkrat ne boste verjeli, Bormia naenkrat začne prodajati na bolj živno opornico v Sloveniji. Mark Medical pa manj. Torej, se zadeva po moje preseli nekam drugam. In ko Mark Medical začne usihati in misliš, ok, KB potem 2015 Mark Medical proda drugi finančni skupini v Italiji, na jug Italije. In ko greš tisto skupino na internetu odpreš, aha, vidiš skupina, zelo namedla, kako se reče, zraven Mark Medical, ops, že ista podjetja spet, ko so pa v KB-u. Torej, sam z enega konca na drugega so se predstavili. Na internet je super stvar, ne? Zdaj znajde zelo veliko, ker ni več zadeve. Mi smo dali tudi v Luksemburg povpraševanje, kdo je zdaj lastnik Vega Finance. Kdo je lastnik in kdo je direktor. Odgovora do danes nismo dobili, no, z Luksemburga. Zdaj, ne vem, pač ni bilo nobenega odgovora, mi smo dali na neke inštance in tu ni bilo. Kar se tiče povezave, no, tu bank, ne, jaz sem znotraj poročil KB 1909 tudi ugotovila, da so najemali slabe kredite na Adria Bank Dunaj. Zdaj pa, to je bilo leta, mislim, da 2008, in za ta slab kredit so zastavili Mark Medical Slovenija. To pomeni slovenskega dobavitelja žilnih opornic medicinskega materiala so zastavili za slab kredit. Ne je bilo mogoče nič nenavadnega, no. Nenavadno je to, da je gospod Detiček bil najprej v upravi KB 1909, ki je zaprosila Adria Bank na Dunaju, da jim da kredit. Ne, on je bil v upravi, ki je glasovala, ja, prosimo za kredit na Adria Bank. Potem pa, jaz tako karikiram, naslednji dan odleti na Dunaj, sosede na drug stolček in to je direktor Adria Banka. In odobri kredit. Prejšnji dan zaprosi, naslednji dan odobri. Torej, tudi to smo spraševali, no, in v bistvu informacije so nekako ostale, da ta kredit ni bil ravno čisto odplačan, ne. Tako da, ja, mislim, mreže, ki se rišejo, zdaj bi bilo težko, bi lahko risali vsi mrežo, tudi zelo bolj prepleteno, ampak vedno na ene niste ljudi nekako naletiš na koncu, no. To je ekstremno delo, zaradi tega, ker se imena podjetij spreminjajo, deleži lastnikov se spreminjajo, dejavnosti se spreminjajo. Jaz se spomnim, sem enkrat prišel tam dol, ko smo bila na Čiku in sem rekel, ti, a veš, da so zdaj na istem naslovu, ker takrat si že prodal Mark Medical, KB 1909 ga je prodal v Neapolj. In potem jaz rečem, Jelki, a veš na ono naslovu, kaj je Vega Finance, Rue Boamon 23, Luksemburg, so pa zdaj Mark Holding ustanovili.
In prv vidiš, kako bežijo v novo iteracijo. Če me enkrat Safti razpadel, so pol v drugi iteraciji KB19-9 naredili in zdaj spet nekam bežijo in mi smo skozi prekleti zgodovinarji teh butlov. Mislim pa, da bo zanimiv, če vam bom že povedal, kakšen fuck up je pa Darko Horvat naredil. To je pa koliko 135 podjetij po offshore-ih, ko vsak vidi menjajo imena. To je pa noro za študirati, to je pa za Nobelovce. No, ampak če nadaljujem tisto zgodbo, ki jo je Jelka govorila, kako je šel, v ponedeljek sklenil, da bo vzel kredit, v torek je šel glasovati na upravo, da je odobril ta kredit, pa je šel pa v sredo spet nazaj v Gorico, kjer je ugotovil, da bi bilo dobro izdati obveznice, ker KB1909 primanjkuje kapitala in dajmo za 10 milijonov evrov obveznic izdati. In potem je šel v četrtek spet nazaj na Adria Bank na Dunaj in se je kot predsednik uprave odločil, da imajo presežen denar in dajmo kupiti obveznice, kjer obveznice pač bomo kupiti, dajmo naložiti v KB1909. In je bil največji investitor oziroma kupec obveznic ravno Adria Bank vseh izdaj družbe KB1909. Tako da takih povezav je malo morje in zdaj tako, dobro veste, da levica tudi s pomočjo paradržave oblasti ne da rada iz rok. Vse naredi, da je ne izpusti. Afere se izmišljuje, koga zapre, čopne tukaj pa tam koga, samo da to da oblast ostane. Ampak, veste, ena zadeva je še bolj pomembna kot oblast. Nova Ljubljanska banka. Tudi oblast je pripravljena spustiti, zato da ohrani Novo Ljubljansko banko. In tudi, ko je druga oblast, ima v nadzornem svetu take ljudi, če tudi smo jih mi imenovali, ki v pravem trenutku pravilno glasujejo, da NLB ostane v državni lasti. In jaz mislim, da se, ko govorimo o tej globoki državi, da se sprememb ne bo zgodilo, zdaj bom malo razočaral tiste, ki trdijo, da mora banka ostati v slovenski lasti, ampak dokler bo Nova Ljubljanska banka v slovenski lasti, bo denarnica odprta. In toliko časa, dokler se bo lahko vzdrževal ta parasistem, ki se vzdržuje. V trenutku, ko bo to denarnico vzel nekdo, s katere bo hotel dejansko delati tisto, za kar je banka namenjena, torej izvajati posel, bo to v tej globoki državi zadal največji udarc. Lahko celo smrtni udarc. Tako da, če vam zelo prepričuje, kako je pomembno, da je banka v slovenski lasti pol ali na plačilni listi ali pa bere samo Mladina v Zdaj pa, če odgovorim izzivu, ki ga je kolega Pezdir izpostavil, gospod Darko Horvat je bil pa res nekaj izjemnega. Mi smo tam v dokumentaciji poskušali se dokopati do podatkov, koliko firm dejansko je on imel, ki so se zadolževali v slovenskem bančnem sistemu. To pa zato, ker smo tam v tisti dokumentaciji od Banke Slovenije v eni interni razpravi, torej v tistih dokumentov, ki niti Banka Slovenije hotela dati, zapazili razprav v tej smeri, ko so se celo odgovorni na Banki Slovenije pogovarjali, koliko firm pa sploh ima Darko Horvat. Saj sploh ne moramo ugotoviti, katere družbe ima. Vete, tam je bila neka vrtnarija Lada, ki z vrtnarstvom ni imela nobene veze. Pa nek Kingfish Gibraltar, ki z ribami ni imel nobene veze. In ne boste verjeli, mi smo našteli po vseh križanjih, vseh dokumentov 67 družb. Zdaj si pa vi spomnite imena za 67 družb, ker sej moraš iti v vrtnarijo Lada, pa Kingfish Gibraltar, če hočeš, da jih sam med sabo ločiš. Te družbe so iz slovenskega bančnega sistema, samo iz slovenskega bančnega sistema načrpale in v svoj sistem noter dale preko 170 milijonov evrov. Zdaj pa, da na avte misli, ne vem, verjetno ste kdaj že vzeli kakšen kredit,
pa če je zapadel, vas je banka opozorila, kolikor ne boste poravnali, pa do takrat poravnali kredita, bo banka vnovčila zavarovanje. Veste, kako je tukaj komunikacija potekala? Spoštovani gospod Horvat, ko je dobil mail, v četrtek vam zapade 5 milijonov evrov kredita, nam lahko sporočite, ali boste kredit slučajno vrnili, ali naj vam pripravim predlog za podaljšanje kredita. In tako tja do tistih 170 milijonov evrov. No, zdaj pa povejte, to ni nek poseben odnos. In ko sem jaz bankirja sprašal, če je imel gospod Horvat pa nek poseben odnos, so vsi zatrjevali, da popolnoma enak kot ostalih. Zdaj pa nek dvigne roko tist v tej sobi, ki se je sposodil 5 milijonov evrov, ker mu ni bilo treba nobenih zadnjih bilanc podati, ampak je kar dobil 5 milijonov evrov in 5 dni pred zapadlostjo dobil obvestilo svoje skrbnice, da se odločite, a boste poravnali mogoče slučajno kredit, ali naj vam kar podpre nov kredit. Še eno pomembno razliko, ko vi najamete kredit, vsak mesec odplačujete obresti in del glavnice. Te krediti niso bili taki. Te krediti si najel 5 milijonov, je najel 5 milijonov evrov kreditov s plačilom glavnice in obresti ob zapadlosti. Na koncu. Torej, ko je bil podaljšan kredit, še vedno niti Beliča ni plačal. In ko je bil 11-krat podaljšan, še vedno niti Beliča ni plačal. In ko je šel potem na slabo banko, smo plačali, mi davkoplačevalci. No, to je zame globoka država. Ja, za konec pa me zanima, kaj bi vi rekli, zakaj so nevarne parlamentarne preiskovalne komisije? Zato, tako kot v teh dveh primerih, brutalno razkrijajo resnico, brez da bi koga počkarali. Smo čisto prijazni. Ne, nevarne. Niso nevarne za nas ljudi, oziroma za poštene ljudi niso nič nevarne. Za tiste, ki pa ima kaj skrivati in tako naprej, so lahko nevarne, razkrivamo, če mislim, saj javnost vidi, jaz včasih mogoče sprašujem, ali bo z tega sploh kaj. Mi bomo zdaj zaključnim poročilom dali celotno dokumentacijo na NPU, marsikdo mi je rekel, mogoče bi mi tudi rado rekel, gled, tako da si dala volku ovce čuvati, ne. Zdaj, zakaj smo to naredili, konec koncev, jaz sem imela to bolj kot dilemo data, ne, ampak tako je rekel Anže, ne, ko pride noter v državni zbor, to ostane v državnem zboru, te dokumentacije ne gre nikamor več, ne. Naj bi not ostala, mi smo se odločili, da bomo dali ven, da bomo dali na NPU, potem je na njih in potem imamo tudi to vlogo, da jim non-stop težimo. Da težim Harju Furlanu in kriminalistom, ki me hodijo mene spraševati, kaj imam v rokah. Torej, jaz imam, če sem imela pač takrat občutek, da bolj sprašujejo, kaj imam, kot pa tisto, da bi jih zanimali, da jim pomagam. In da damo, in da potem jaz nekaj tako, kot mi je rekel šef enkrat, da pač potem ne bodo večno tukaj, ti ljudje, in da upamo, da bojo prevzeli to drugi in bojo imeli to v rokah in bojo to sprocesirali. Tudi to zaključno poročilo, ki je pri nas, zdaj, če naj to NPU ali pa SDT ovrže ali pa potrdi, to je zdaj na njih, to ni naša naloga. Še enkrat, jaz vedno to poudarjam, preiskovalne komisije niso tožnik, niso sodnik. Mi smo naredili, kar je bilo v naši moči. Jaz nisem nikoli v času tega, ko smo delali, priznavala, ne da se, ne more se, ne gre, to ne gre. Tudi strokovni sodelavci moram reči, da so včasih rekli, tako kot rekel Anže, ki so že delali na prejšnjih preiskovalkah, to se pa ne bo dal, tudi primer je bil pa že tak, je bilo takrat leta ne vem kjerga, to je pa že on naredil, pa ni šlo. Vse se da. Vse se da, samo treba vztrajati, včasih je treba iti po robu, včasih je treba prehitevati po desni, vedno gre. In zato so se nas mogoče, ne da so nas bali, ampak je bilo tudi vprašanje, kaj bomo našli oziroma kje, zato ker smo vztrajali in jaz in Anže, da pač naredimo vse, da pokažemo ljudem, če že organi ne naredijo, da mi pokažemo ljudem in tudi konec koncev vsa ta pričanja pred komisijo, dementni bankiri, ne vem, že tudi zdravniki, nekateri zmedeni, da ne veš, če bi se bi mu dal operirati ali ne. Meni je zelo žal, ker vem, da tudi gospod Tisel tu zdaj posluša, ko je zdravnik, pa vem, da je dober zdravnik in da ne leti na vsakega. Ampak začne se to spraševati, gledajte, primer gospoda Harja Furlana, jaz to si upam javno povedati, jaz sem se ga bala.
Jaz sem mislila, 6 specializiranih državnega tožilca bo prišel vse, me bo raztrgal z vsemi zakonskimi z glavo, mislim takšno in drugačno. Prvo minuto, ko se je usedel, sem vedela, da nima pojma. Da je on zato tam, da to ščiti in jaz si to upam povedati. In tisto pričanje si morate večkrat pogledati. Gospod Hari Furlan ni vedel, katero dokumentacijo imajo, kaj so pregledovali, ali so neodvisni, ali niso neodvisni. Ko sem ga vprašala, a kaj imate za dokumentacijo, nekaj tako, mislim, vse ni vedel. Vsega, kaj ste, javni uslužbenci, ste funkcionar. In potem čez 3 stavke rekel, funkcionar. Ja, funkcionari smo. Mislim, in to potem vidiš, ne vem, to je grozno, kar gledaš. Direktor Agencije za varstvo konkurence, gospod Matvos. Meni je rekel kolega, ki je zraven sedel, poslanci rekel, lepo te prosim, nehi, ker bo lužo bili zdaj do mene. Ne, mogoče smo, ampak ni v tem smislu, gledajte, strah, ti ljudje morajo biti avtoritete na takšnih mestih. Morajo biti ljudje, osebnosti, ki jim ljudje vi zaupate lahko, ampak ko to vidiš, ne moreš zaupati. Gospod direktor Agencije za varstvo konkurence, on ni vedel, kaj so njegove zakonske pristojnosti. Jaz sem mu povedala, kaj mu v zakonu piše, da lahko on vodi tudi postopek, če želi. On ni vedel. Je rekel da postopek zastara po 10 letih pri njih. Ni res, po 5 letih. Nekaj drugega, recimo gospod Vesel z Računskega sodišča, ki je bil zelo, je povedal, nisem res, Državna revizijska komisija, gospod Smrdel je bil res tudi kompetenten, povedal vse, nam zelo pomagal, zelo sodelujoč in vse. Ostalo pa si misliš, ne vem, so ti ljudje res tam zato, da se nič ne zgodi. Zdaj, če lahko še samo to, se proščam, ampak nismo se tega dotaknili. Nacionalni preiskovalni urad je ta naš primer, samo žilne opornice, od leta 2014 preiskoval do leta 2015. Zaključno poročilo, ki je bilo, nič ni, vse je okej. Odkrili smo določene odklone, vendar vse okej. Ko smo mi ustanovili preiskovalno komisijo, so ponovno odprli primer. In potem so me prosili, če lahko pridejo v državni zbor gledati, ne, če lahko dobijo dokumentacijo. Sem rekla, ne, državni zbor lahko pridete. 2krat so prišli. Pa so gledali, ne vem. V tistih 2 urah so se v stavu dol sedeli. In sta se nasmihala in hihitala. Ker smo se zabavala, če bi bile slikanice, bi jo razumel, kaj je. Ne, jaz jih včasih razumem, jaz vam povem, težko je gledati dokumentacijo, ni enostavno, če nisi z tega foha, ne. Ampak hočem reči, da pač res včasih se ti zdi, da ne, in eden izmed, ki smo ga zaslišvali iz teh krogov, bom rekla, ki so uradne inštitucije, rekel gospod Godec. Jaz sem tako vesel, da ste ustanovili preiskovalno komisijo, zato da eden nekaj preiskuje. In mi smo v letu in pol naredili več kot oni in zdaj upam, da bo to zaključno poročilo, ker je noter v bistvu pregledana vsaka žilna opornica, vsaka cena, vse to, kar smo z Radotom naredili, ta pretok denarja v tujino, Vega Financ in tak naprej, možnosti utaje davkov, možnosti še drugih zadev, da bo to, da jim bo kaj pomagalo, da jim bo kaj pomagalo. Ampak tako kot je pa rekel tudi Rado, gospod Hari Furlan, gledajte, meni je, ne vem, kaj bi človek rekel, zdaj bom skoraj se tako razjezila kot ti prej, da ga potrdijo ponovno za 6 let. Za vsem tem, to je norčevanje iz ljudi, norčevanje iz države, iz državljanov. Mislim, to gospod Klemenčič je rekel, da takšnih ljudi on na vodilna mesta ne bi dajo, imenoval, potem ne vem, tu je po mojem njim gledano. No. Zdaj, kdo se boji parlamentarnih preiskovalnih komisij? Jaz mislim, da bi se jih mogli vsi. Je bil pa problem, da se jih do zdaj ni nihče. To pa drži. Ampak jaz upam, da midva z Jelko sva vsaj nekaj malega prispevala, da nekdo, ki dobi vabilo, da pride na zaslišanje pred preiskovalno komisijo, saj malo težje slino pogoltne, kot da samo zamahne in reče, saj to je tako ali tako brez veze. Treba se zavedati. Preiskovalna komisija ima utemeljitev v ustavi. To je v bistvu najvišja kategorija, po katerem funkcioniramo. In resna zadeva in kaže predvsem na to, kako tisti, ki so zaslišani, razumejo demokratični sistem.
Zdaj, tisti, ki se ne spomnijo, ga očitno ne. Ampak to pa nam pove, davkoplačevalcem, kakšen človek je to. In ta človek je nekoč vodil neko banko in ta človek vam je izkopal vsakmu od vas, vsakmu od nas tukaj 2500 evrov. Pa se zato ne čuti niti malo odgovornega. Glejte, a je to človek kot vi, ali je to pokvarjen človek? No in če kaj, je to rezultat preiskovalne komisije. Da veste, da smo normalni ljudje in da so tisti, ki izkoriščajo normalne ljudi. In če je še 5 let nazaj veljalo, da so to ugledni gospodje, ki jih je treba spoštovati in da v njih odločitev ne smemo dvomiti, nas veste, da to ni res. Da moramo vas spoštovati, ker ste vi s svojim delom ustvarili to državo, oni so pa samo nekam se prisvalkali s pomočjo paradržave in kradli. To je glavno in to je rezultat. Smo pa mi enako v sklepu preiskovalne komisije, da se preda dokumente, mi smo zasegali preko 300 000 strani dokumentacije, tam so v pohodnikih dokumenti, ki jih ne spravijo v omare. Enako, da se te dokumente preda SDT pa NPU, torej predvsem preiskovalnemu uradu in specializiranem državnem tožilstvu, s tem, da mi smo uporabili še eno besedo kopije, torej kopije dokumentov. To, kar smo dobili, ostane v državnem zboru. In v naslednjem sklicu, če bo to želel in bo voljan, bo lahko spet ustanovil preiskovalno komisijo in naprej pregledoval lahko tisto A banko in banko Celje. Tako da, kar smo mi dobili, ostane v državnem zboru in mislim, da je prav, da ostane, ker bo vedno dostopno tudi potem vsem generacijam poslancev v prihodnje. Jaz bi dal še malo moje note, moja opazovanja mojih dragih sogovornikov. Jaz sem zaslišanje v glavnem gledal prek TV prenosov, jaz nisem bil tam. In meni je bilo najbolj zabavno opaziti to stopnjevanje, ki Jelka pa Anže prihajata do vrhunca zgodbe. To je tako zgleda, ne? Jelka takole sedi. In kar naenkrat vidiš rdeče oči, zravna se in udari cela štajerska sila van, tup, pada po glavi, brutalno. Anže, tako, ona kuli, ona malo potovče, se malo zaziva, zvihne takole zgolj na obrv in pol veš, stari, koliko je najem, na drugi strani. Rado, eno stvar si pa meni spustil, ko so mi vsi potem rekli. Jaz sem imela vedno take notesnike. To si opazil. In vedno so rekli, dokler je bil notesnik tu, je bilo še vse v redu. Koki, kjerki, tako po 10 minutah je rekla, ok, v redu, no pa dejmo. Ko je notesnik odprla, je bilo konc. Je pa Rado enkrat z mano sedel, tako da nisem bil sad za policijo, vsi mi pomagal takrat enkrat za mene. No, Rado je tudi enkrat z mano sedel, sem takrat je za manj sedel. On je prišel na Darka Horvata. Darko Horvat se pa ni prikazal. Ja, takole, jaz bi se zdaj lepo zahvalila za vse odgovore, ki ste jih podali. Pa predam besedo še vam, če ima kdo kakšno vprašanje za naše goste. Pozdrav vsem, Boštjan Mužar, žalski odbor SDS-a. Hvala vsem za lep večer, predvsem pa zanima me to, ker zdaj pri zadevi gospe Godec je zadeva že predana, oziroma že sklep sprejet, tako, ne. Zanima me, gospod Logar, kdaj pričakujete, oziroma ali lahko pričakujemo, smo lahko 100%, da bo zadeva sprejeta v državnem zboru za predajo dokumentacije naprej, ali ne? Predvsem to me zanima, no? Glede na to, da je kratek čas do novih volitev oziroma novega sklica. Hvala. Ja, kar se mene tiče, so stvari pripravljene.
Prej sem rekel, da naj bi predsednik državnega zbora izredno sejo, na kateri bi obravnavali to poročilo sklical 26.4. Torej, tisti dan ob 10. naj bi začeli z obravnavo in potem, če bo večina, bo poročilo potrjeno in potem gre zgodba naprej. Če smem sam še, ampak glede na to, da je pri ostalih bilo, recimo, verjetno že malo tudi veste naprej, tudi tle pričakujete večino ali ne, glede na to, da so pa tle tudi določene osebe, ki so mogoče še bolj upletene kot pri gospe Godec. Ja, jaz sem zelo nehvaležno delal, namreč to me zanima, no? Ugotavljam politično odgovornost v sistemu, ki se dotika oseb, ki so aktivno v politiki. Tako, prav zaradi tega. Tako da, veste, velik politik prizna napake in tudi, če je sam ugotovil, da je kaj narobe, gre preko tega. Zdaj, mali politiki, vizualno in dejansko, pa ne priznajo teh napak in se potem zacementirajo na neki odločitvi in če se odločijo, da so proti nečemu, pač bo naredili vse, da se kaj ne sprejme. Jaz računam, da bo tu nek zdrav razum prevladal in da bodo v bistvu upoštevali nauk tega poročila, ki ga ta preiskovalna komisija z bistvenimi ugotovitvami prinaša. Je treba biti pa pazljiv, ne? Zdaj, včeraj smo mi sprejeli to zaključno poročilo, brez glasu proti, zdaj pa potem, ko sem pa spremljal, kaj v medijih sporočajo, so pa sporočali, da so vse vlade krive enako za bančne luknje. Za plenarka me zanima, recimo na plenarki, glasovanje na plenarki, ne? Ja, bom prišel do tega, ampak zdaj, to je pa približno tako, vsi ste isti, to je tisto generaliziranje, ker zdaj se mi zdi, da se začenja boj za interpretacijo, kako je. Zdaj, v našem poročilu, sem dejal, sprejet brez glasu proti, je zelo jasno in decidirano ugotovljeno, da je glavni vzrok in največje slabo ukrepanje in posledice oziroma vzroki za nastanek te bančne luknje so se zgodili v času vlade Boruta Pahorja. Vlada Boruta Pahorja in njen minister Križanič so objektivno in subjektivno odgovorni za globino bančne luknje, zaradi prepočasnega saniranja in zaradi slabih ukrepov, ki so jih sprejeli. De facto potrjeno, dokazano z dokumenti, z magnetogrami sej vlad in v bistvu moramo davkoplačevalci na koncu koncev tisti vladi izstaviti račun. Če ste pa spremljali medijsko poročanje, so pa rekli, vse vlade do zdaj so krive. To je pa tista moč, ki jo potem imajo generalizatorji javnega mnenja. In zato je treba biti tu zelo pazljiv in jaz se veselim seje državnega zbora, kjer bo lahko to zelo postopno in podrobno predstavljeno. Jaz sem po naravi optimist, da ne bom se obremenjeval z glasovi proti, ker veste, kamorkoli pridete in karkoli novega predlagate, 20% ljudi je vedno proti, že po defaultu. Zato se s temi 20% ni vredno ukvarjati. Jaz mislim, da na podlagi tega, kar smo ugotovili, koliko dela je bilo vloženega in na podlagi izsledkov te preiskovalne komisije, če ti je kaj za državo, moraš podprti to poročilo. To bo nek, rekel, tak lakmusov papir. Ne upam si napovedati, kakšno bo glasovanje, verjamem pa uspeh in upam, da verjamete tudi. Absolutno. Še kakšno vprašanje? Ko bo nevarna Möderndorferjeva komisija? On je nevarna sam se. Jaz sem tako sodelavec te komisije, jaz bom zagotavljam, da se dela kakovostno, strokovno, da se preverja vse možne poti in da to ni mišljeno kot fraudulentna komisija. Mi
končno poročilo, ki ga bomo ven dali, ne bo prikrivanje ničesar. Ne glede na to, ali vam je Jani Möderndorfer pri srcu ali ne, ja, pač vam vseeno zagotavljam, da se dela fair, tako kot se je delal pri Anžetu in kot se je fair sodelovali tudi z Jelko. Včeraj ni bil fair do Jelka. Ja, to pač, ja, jaz vam komentiram delo na komisiji. Jaz pravim, ni problema. Tudi njegova komisija bo prišla, njegovo poročilo bo prišlo na sejo državnega zbora. Ne vem, Jelka je ponovadi fair, ampak mogoče pa kdaj pa ne bo fair. To morate vedeti, to je pač čisto politika in da pač Jani je kakršen je, ampak jaz mu nisem nič zamerila. Edino malo sem zamerila njegovi članici, ne njegovi, no, SMC-ski članici, ki je bila cel čas komisije tih oziroma nič na koncu pa te napade. To ni fair, no, ker smo delali skupaj, drugače pa Janja je čisto lepa. Dobro, še kakšno vprašanje z tribune? Potem se bom lepo... Ja, izvolite. Rada bi vprašala samo glede zavarovanja teh velikih kreditov pri NLB. Sigurno so bila v zavarovanje dana sredstva, ali na to nepremičnino, kaj, a so se ta sredstva zasegla, jih je banka vzela. Dva primera bom povedal, ki sta hipotetična, ampak sta resnična. Recimo, da je nekdo vzel kredit v višini 2,5 milijona evrov, dobro, za nas je velik znesek, v tem globalu morda ni toliko, in zastavil neko premičnino, ki je bila v zavarovanje za ta kredit dana v vrednosti 3,5 milijona. Banka je sprejela to zavarovanje in izplačala 2,5 milijona evrov kredita. Zdaj, jasno, tega kredita ni vrnil in seveda cenitev te nepremičnine pa sam prinesel, ni banka zahtevala neodvisne cenitve. No in v času tistih uprav, ki so bile ta prave, na liniji, se je ta kredit pač podaljševal in tako naprej, ni se pregledovalo zavarovan. Potem, ko so se pa zamenjale tiste uprave, so pa vendarle šli pregledati to zavarovanje za ta neplačen kredit. In so ugotovili, da tista nepremičnina, ki je bila ocenjena na 3,5 milijone evrov vredna, v resnici 84,000 evrov. Toliko za eno zavarovanje. Zdaj pa za eno drugo zavarovanje, za kredit v višini 6,5 milijona evrov, ker so bile pač zasežene delnice Nove kreditne banke Maribor, se je čakalo z unovčenjem teh delnic toliko časa, da je 18.12.2013 država z vstopom v NKBM razvrednotila te delnice na vrednost nič. Kar pomeni, da je bilo zavarovanje enako vrednost nič in se je slab kredit v vrednosti skupni 10 milijonov evrov prenesel na DUTB z vrednostjo, oziroma z diskontnom 100% oziroma vrednostjo nič. Tako se je zavarovalo te kredite. A sem bil dovolj nazorna ali še kakšen primer? Ker takih primerov je celo moč. Me se zanima, a so to interni akti banke dovoljevali tako podaljševanje? Ne. Vam ne. Ja, sej zakoni so tudi za vse. Za ene se izvajajo, za kakšne se pa ne. Jaz bi samo to za konec rekla, no, zdaj smo se nasmejali mogoče, ampak mogli bi se tako razjeziti v radu. Ne smejati več, ker zdaj pa to že več, mislim, zdaj res se lahko smijim, kar ti poveš, ne je, ampak jaz mislim, da bi mogli se bolj razjeziti in kaj narediti. Izvolite. Če lahko še enkrat se prečujem, kar res kar motim. Za gospoda Logarja in za gospod Godec. Predvsem me zanima, ker je malo bolj sproščena zadeva, zdaj že postala, čeprav zaskrbljujoča, ampak kljub temu, no,
gospod Logar in gospa Gočeva, vajno osebno, ampak res tako, kot se da povedati, osebno doživetje zaslišanja vas, gospod, oziroma moram gospod Godec najprej izpostaviti, zaslišanje gospoda Zemljariča, pa vaše zaslišanje gospoda Jankoviča. Tako čisto osebno, kako ste ga doživela? To me tako zanima v parih besedah. Dela do nekaj se ja, zdaj se spet jaz smem, če ne mislim, ne, gledajte, ja. Prvo, kar sem bila presenečena, je to, da je prišel odvetnik zraven. Zdaj to nekaj pove, ne, to vedno pravijo, če pride odvetnik zraven, to nekaj pove. Potem pa nisem mogla verjeti, da gospod ne sliši. Potem sem mu črkovala ime. Potem ni razumel. Potem sem bila pa že jezna. Po 10 minutah sem mislila reči, gospod Zemljarič, hvala lepa, popejte domov spat. Enostavno več nisem mogla in za mene je bilo to muka iz tega stališča, da me tako notranje znervirali, razjezili, da nisem mogla. V bistvu sem se potem, se lahko javno vem, malo zgubila nekje na trenutek in enostavno več nisem vedela, ali kdo se z mene norce dela. Jaz verjamem, gospod je star, že starejši gospod, to vse verjamem, ampak čez teden dni ali pa pol leta prej je bil pri gospodu Počivalšku z idejo za Izolski otok. Čez teden dni kasneje v UKC Ljubljana, mislim, da je zelo dobro slišal vse. In takšne stvari te v bistvu razjezijo in potem pač mogoče bilo tudi tak načrt, da se me pač na tak način. Je pa ene stvari dobro potem rado dal tudi dokumente, ki naj bi dokazovali, da žal smo jih dobili prepozno, ali pa žal pa tudi vse ni zdaj to važen, da naj bi gospod Zemljarič krivo pričal pred našo komisijo, kljub temu tisto, kar je povedal je, da je Kavčič določen denar imel v tujini in tak naprej, da so te zadeve, mogoče bi rado lahko malo več, ker se on s tem ukvarjal, da naj bi šlo za krivo pričanje, pa bomo potem videli, če je stvar. Zdaj, kaj ne rečem, gledajte, gospod Jankovič je človek, ki je slovenskim davkoplačevalcem naredil 165 milijonov evrov škode. Neposredno odgovoren, čeprav je to naredil tako prefinjeno, da so prsa za njega pripravljeni prevzeti bankiri slovenskih bank. Da še danes trdijo, da so se sami odločili za to, da grejo v kreditni posel Stožice, čeprav je jasno, da temu ni tako, ne. Da v tem poslu banke niso ravnale kot gospodarski subjekt, ampak kot izvrševalec neke politične odločitve, stroške za to pa plačujemo mi. Tuje banke, ko je bilo ta projekt predstavljeno, so se križale in so rekli, bežite stran, tu imamo dokumentacijo iz tega projekta. Naše banke pa najprej so se nekaj muzale, pa je bilo pa kar na hitro treba nekaj narediti. Priča o zelo močnem političnem pritisku. Zdaj, če takega človeka zaslišuješ, jaz ne vem, jaz tehtam potem, imam težave s spoštovanjem takega človeka, čisto iskreno, ker če nekdo tako škodo naredil človeku, mislim, da mora biti, jaz ne bi mogel spati, on pa očitno zelo lahko spi. Zelo lažje spal, tudi v času projekta Stožice, se veste, hodil je na kosila za 800 evrov, na večerje za 1600 evrov, cigare so se kupovali, viski so se kupovali, vse znanje, ki ga zdaj mi plačujemo, celo boni za baby center, ne vem, ko so polepšan dan s temi boni, leteli se je v Zadar za en dan z avionom za 5500 evrov in tako naprej. In z njim je še tako ali tako težko, tako da jaz sem si pa ustvaril vtis, da vsak zelo težko z njim komunicira. Verjetno samo odvetnik, ki ga je tudi imel sabo zaradi tega, ker ga plačuje, je pripravljen to požreti, ampak vsak z njim komunicira in mu zato popusti, ker raj nima posla z njim. Ker če te 10krat na dan kliče, pa te na slušalko nabija, si rečeš, kaj meni to treba. Saj itak
državni denar, namejte jih 10 milijonov, pa mi da jih mah. In zdaj tazga človeka zaslišvati, ki v isti osebi misli, da vse prav dela, da je vse, kar on odloči, tudi zakon, torej da je to zakonito, je ravno malo težko, ne. Tako da si pač nisem mogel, da mi ni šla tista opaska, da ima on 1200 paradnih konjev, sem rekel, da poje pa hlev zelo velik. To ga je tudi najbolj razsporilo. Je pa, po moje, tako pričanje pomembno zato, izključno zato, da ste videli, kakšen tip človeka. To je tip človeka, ki gre preko vas, preko trupe. Jaz se bo odločil, da je to volila, ne boste Še kakšno vprašanje? Dobro, izvolite. Ja, mene pa zanima, koliko je za to bančno luknjo kriva recimo res v resnici Janševa vlada. Glejte, bankirji so bili verjetno to Ljubljanski banki, Kramer pa tole, ne. Edino, kar je vlada lahko kriva za nadzornike, ne. Te postavlja vlada in te bi lahko. Ali narobe, to vem, mislim, to bi rada, da razložite. Glejte, to veste, da sem jaz v preiskovalni komisiji samo eni iz te stranke, ostali so pa v glavnem koalicija in tako naprej, imajo tudi večino, no zdaj koalicija je takrat spadla. Ko smo mi začeli z delom, so bili vsi sveto prepričani, Janševa vlada je kriva za vse. To so kar prišli in nam je jasno, skoraj nam ne treba preiskovati. Ampak, ko smo začeli delo, pa smo začeli pri nekem drugem koncu, pri bankah Foruma 21 in potem počasi peljali zgodbo preko pač ostalih institucij in počasi so drug za drugim ugotavljali, da je krivda nekje drugje, da ni tukaj. In v tem poročilu je zelo decidirano porazdeljena krivda med posamezne vlade in krivda, ki se jo pripisuje Janševi vladi, ravno to, kar ste vi opozorili. Namreč premajhno skrbnost se je dajalo nadzornikom, ki so nadzirali te banke. V bistvu v času, ko bi nadzorniki morali upravljati boljši nadzor, so te uprave delale, ker so hotele naprej, tako kot so prej delali. Tako da lahko rečem, da je objektivna odgovornost Janševe vlade, da ni postavila boljših nadzornikov ali pa tistih, ki bi bili bolj zvedavi oziroma pač bi realno upravljali ta nadzor. Zdaj, kaj je razlog to, verjetno bo na razpravi v državnem zboru pač predstavljeno, ampak poročilo je, se pravi, ugotovilo v tem pogledu odgovornosti. Zdaj, tajkunski krediti in bančna luknja, to je pa izključna odgovornost tistih, ki so podeljevali kreditev in sekundarna odgovornost regulatorja, torej Banke Slovenije. Kdor vam bo prodajal drugo zgodbo, tisto češ, vse v času Janševe vlade so pa nastali ti tajkunski krediti in lahko poveste, gledajte, parlamentarna preiskovalna komisija je jasno določila, čigava odgovornost je to. Odgovornost bankirjev in odgovornost nadzornikov ter regulatorja. Primarno in sekundarno. In da se je to dogajalo v tistem času je preprosto zato, ker je bilo takrat na voljo dovolj denarja, da so to počeli in ker so imeli na drugi strani v bankah take ljudi, ki so v bistvu naravnost sodelovali pri tem in svetovali, kako naj prevzamejo svoje podjetja. Konkretno Hazabend, član uprave NLB-ja, je sam pripravljal Pavčku za Viator Vektor, kako naj prevzame to firmo, čeprav sam ni imel dosti denarja. Kljub temu, da je bil opozorjen strani strokovnih služb, da naj se ne grejo tega, ker gre za družbo, ki ima hude probleme in dvomijo, da bo lahko vrnila najete kredite. Tako da v tem pogledu mislim, da bo ta preiskovalna komisija nalila čistega vina in če bo podprta z ustrezno večino, torej več kot 46, bo dejansko naredila konc te razprave. 20% ljudi pa še vedno trdila eno isto. Tukaj pa s tistimi brez veze, vse kakoli je pogovarjeno. Tisti še vedno trdijo, da je luna zelena, pa da je sonce črno. Tako da, ne skrbeti, za njih... Za njih je rdeča. Jaz bi še samo eno kratko vprašanje, bi še jaz dal. Zdaj, ko bomo mi zmagali na volitvah, to ni dobro. To ni dobro.
pri nam lahko zgodi Islandija. Zdaj, kjer del? Tisti, da gre v te na ulice? Ja, to se lahko. To ste že videli leta 2012. Da tiste voluharje spravimo tja, ko spadajo. Tako so Islandci. Ja, jaz mislim, da ja. Zato jim moramo delati. Glejte, če vam kdo razlaga, da je te gospode težko obsoditi, ne vem, medva z Radotem kar precej dobro poznava to dokumentacijo. Gospodje so dokumovcev, v Marmeladi nekateri čez. Res, dovolj. Če je volja, nobene težave. Res, prisežem. Samo še, pa res končam zaključen, se pripričujem. Glede na to, da je v tem zaključnem poročilu, ki je zdaj, ki bo 26. na plenarki, bi pa tukaj rad samo, me zanima vaše mnenje glede medijev, ker tukaj vemo, da mediji vplivajo ravno na to. Mislim, da se že pojavlja, glede na to, da je bila v tem delu tudi omenjena, se pravi, objektivna odgovornost Janševe vlade, in objektivna in subjektivna odgovornost Pahorjeve vlade, ampak da bojo mainstream mediji oziroma vsa ta zadeva se že nekako, pa tudi tukaj malo spremljam, potem nekako bolj izpostavili to, ker v bistvu ljudje pa ne vejo ne vejo, pardon, da se ne bom komu zamiral, kaj eno in drugo pomeni, in da ne bi iz te strani prišlo do tega, da je pač se omenja ta balon napihovanja, kot se prej sam tudi omenil. Kaj mislite glede medijev, glede na to, da je tudi Janševa vlada od 2004-2008 omenjena kot objektivni krivec za nastanek bančne luknje? Jaz sem bil direktor urada za komuniciranje in tam sem se naučil, da medijev raje ne komuniciram. Objektivna odgovornost pomeni, recimo mi, ki tukaj sedimo, pa če vi dobite mikrofon, pa vam pade po tleh, pa se razbije, je naša objektivna odgovornost, da je bilo uničeno neko premoženje, te dvorane, te prelepe dvorane. Če pa jaz prijemam mikrofon, ki ste vi mene to vprašali, pa ga zabrišem v tla, pa ga razbijem, je pa to moja subjektivna odgovornost. Pravna mernost. In zdaj, včeraj so šli poročanje tako, da so vsi objektivno odgovorni. Niso menili niti, da so subjektivno odgovorni nekateri. Zato mi v poročilu ravno v uvodu zelo podrobno pišemo, kaj pomeni objektivna in kaj pomeni subjektivna odgovornost. Objektivna odgovornost pomeni, da se je to zgodilo v nekem delokrogu, kjer imaš ti nek določen vpliv, pa ni si ti vpliv na to, ampak se je zgodilo. Zdaj, subjektivna pomeni, da si se zavedal. In da zavedno nisi ukrepal ali pa si nekaj naredil. Kako pa je zdaj mediji to predstavili naprej ljudem? To je to, ne? Sonce je še vedno rumeno. Tudi če nekdo pravi, da je zeleno. Zdaj, mi sem se z Radotom na poti do sem pogovarjala, ali bosta dve možnosti. Ali bodo poročilo raztrgali, tako da bojo razne podamjene klicali in tako naprej, in da se bojo vsi zgražali na tem češ, kako so nestrokovni, bla. To je opcija A. Druga opcija B je pa, da ne bojo nič poročali in da bo zginilo iz medijskega radarja. Jaz danes opažam, da je zginilo. In jaz se bolj nagibam na to, da se ne bo pretirano promovirali tega poročila. Je pa tako, mi smo ravno v zadregi, ker to poročilo ima 1000 strani. Zdaj, meni je neverjetno, ko je Weber napisal ločeno mnenje, ki je na eni strani in pol, in so približno enako težo dali tisti strani in pol gospoda Webera, ki je govoril, da je sonce rdeče pa luna zelena, in 1000 stranem poročila. Ampak to je v medijih vedno, to je pač boj za interpretacijo. Zato je to pomembna seja državnega zbora in zato je zlata vredno, da še vedno obstajajo neposredni prenosi preko TV Slovenije 3, upam, da tudi Nove 24, da se potem v bistvu ta informacija širi. Ker verjamem, da je marsikomu tudi težko razumeti, v čem je ločitev teh odgovornosti, ampak ravno zato smo v poročilu v tistih bistvenih ugotovitvah zelo postopno gradili to ugotovitev
kakšna je teža odgovornosti posamezne vlade in smo šli lepo postopoma. In tukaj jaz računam, da v prihodnosti, v prihodnem mesecu bo še dovolj priložnosti, da bomo to zelo podrobno obrazložili. In potem bo pa tudi na koncu glasovanje v državnem zboru kazalo, kdo to razume in kdo tega ne razume. SMC sigurno ne razume, gospe Jelke Godec. Pa ne, si so podprli. Ne, niso glasovali. Niso glasovali. SMC ima en problem, vse sem ga povedala na seji. Problem imajo pri dr. Buncu. On je pač brat gospe Violete Bulc in on je tisti, ki je šel na ustavno sodišče, da ne preda dokumentacije svojih podjetij, ki jih nima malo. Ampak gre za potne naloge in donacije, ker sem pač noter ugotovila neke neskladja, ki bi lahko šlo za dvojno financiranje in financiranje dobaviteljev in tako naprej. In tu so imeli problem. Ampak problema ni bilo do vmesnega poročila, potem je pa nastal takoj problem. In tudi kar se tiče medijev, dokler smo mi delali z zdravniki, pa nabavniki, pa vrhuncom, pa direktorji, je bilo vse okej. Ko smo začeli zasliševati pa gospoda Perica, Cotiča in tako naprej, torej dobavitelje, Zemljarič, Miklavčič in to, je bilo mok. Konec. Ni se več slišali. Ko smo zasliševali Repovža, nič. Jaz sem tudi slišala marsikaj, ampak tam potem poročanja ni bilo, dala sem, ne vem, časih tudi kakve izjave, potem, ko sem prišla ven, tam vedno novinarji stojijo, ko prišla, nikjer ni bilo nič. Izjav pa sem dala ne vem koliko. Tako da, nekje se ustavi, ampak ne, pravim, imeli so probleme in probleme so imeli tudi zdaj na koncu, prej ne. Ker, če se spomnite sprejema mestnega poročila, je Jan Möderndorfer povedal, da njegova kolegica ni upravila svojega dela. Tako, zdaj, če smo izčrpali s vprašanji. Za konec je še eno dobro novico, da tudi v Šentjurju nimamo tak nesposobnih krjavlov, da tudi ti naši so v Alposu, so pripomogli te luknji, saj so 290 milijonov naredili, luknjo, dobili pa nazaj samo 6 ali 7 milijonov, tako da so med enimi bolj uspešnimi, ki so to luknjo skopali. Tako da smo zdravi. Glede na to, da smo v Jelkinem mestu in glede na to, da je Jelka res carica, vam samo to na dušo polagam, da če ne boste izvolili na svojem državnem zboru, pridem pa vam zažgem mest. Rado se čisto da greš še domov. Lahko sem rečem, upam, da to ne posluša Hari Furlan, ker bo neznani vsum kaznivega dejanja. Lahko že jaz naprej, preventivno. Ja, takole, zdaj, če smo izčrpali s vprašanji, bi jaz se zahvalila vsem današnjim gostom, dr. Anžetu Logarju, gospe Jelki Godec, ki ste vzeli čas in ta večer živeli v naši družbi, pa lepo širše naprej.